bilo že rečeno, danes bi govorili malo o blockchainu. Zakaj? V bistvu glavna motivacija je, zadnje leta se je o blockchainu dosti govorilo, na koncu pa se nekako vidi, da zelo malo ljudi dejansko ve, kaj blockchain kot tak sploh dejansko je in kako deluje. Tako da to je ena stvar, ki bi jo radi nekako danes pokrili. Tako da začeli bomo v bistvu čisto osnovno s tistim najbolj osnovnim vprašanjem, torej kaj sploh je blockchain kot tak. Na internetu lahko najdete v bistvu zelo dosti različnih definicij. Ene so zelo abstraktne, zelo nekako nebulozne in nedosegljive. Ampak ko nekako pridemo do bistva, lahko v bistvu rečemo, da je blockchain porazdeljena programska baza. To je programska baza, ko taka približno vemo, kaj je, neka zbirka podatkov, taki nekaj veliki, že nek navaden Excel, lahko nekaj vrste primitvena programska baza. To, kar pa razmišljate o neki porazdeljeni programski bazi, torej ni samo na vašem računalniku ali samo na vašem nekem centralnem serverju neke firme, zdaj je lahko porazdeljena po mrežju. To mrežje je lahko globalno. Shranjevati mora podatke na nepokvarljiv način. Kaj točno pomeni nepokvarljiv, bomo pogledali malo v nadaljevanju. To se zdaj tiče varnosti, kriptografije in podobnih stvari. V bistvu je, da enkrat, ko je podatek zapisan, ga ne moreš več modificirati za nazaj. Je nedotakljiv. In kaj shranjuje neko naraščajočo listo transakcij? Kaj vse transakcije so, bomo tudi pogledali malo kasneje. Ampak to nekako je bistvo blockchaina. Neko najbolj osnovno delovanje, ki se ga lahko predstavimo. Imamo nekako dve strani. Te dve strani bi radi izvedli neko transakcijo. Z način se strinjata, neki bi rade zamenjali, neki bi rade potrdili neko strinjanje in zahtevata transakcijo. Ta zahteva po transakciji skupaj z vsemi podatki, o tem, kdaj je nastala, kdo sodeluje pri temu, kakšne količine naj bi bile izmenjene oziroma kakšno strinjanje naj bi bilo zabeleženo, je postalo nekemu omrežju, peer-to-peer omrežju, naj bi bilo čim bolj decentralizirano in te točke našega omrežja so v bistvu neki računalniki, procesori in podobno. Vsaka ta naša točka potem gre in obdeluje transakcijo in na koncu omrežje doseže nek določen konsens in potrdi našo transakcijo. Algoritem, ki se ga pri tem uporablja, je vsem znan. Naša potrjena transakcija je potem skupaj še z drugimi transakcijami od drugih ljudi zapakirana v en blok. To je naš blok v tem primeru. In naš blok dodamo dolgi verigi ostalih blokov, ki trenutno že obstajajo. In to je naš blok. Torej je nekako logično, iz kje nekako izhaja izraz blockchain. Imamo bloke in jih chainamo skupaj. Uradni slovenski prevod misli, da je tehnologija veriženja blokov. Je malo dolgo, tako da bomo mi pravili kar blockchain. Enkrat, ko je naš blok uspešno pripopan k verigi, je potem našim začetnim uporabnikom nekako poslana notifikacija, da je njihova transakcija potrjena in zaključena. To je tak res najbolj osnoven model, ki si ga lahko predstavljate, zato kako bi blockchain v bistvu deloval. Zdaj, ko govorimo o transakciji, kaj si v bistvu lahko predstavljamo transakcijo? Lahko si predstavljamo več stvari. Lahko je najbolj nekaj osnovnega, radi bi izmenjali nek denar ali pač neka finančna izmenjava. Imamo dve stvari, ki se strinjata s tem, njihovo strinjanje skupaj z vsemi ostalimi podatki je zabeleženo na blockchainu. Lahko govorimo o neki pogodbi. Imamo pogodbo, več strani se lahko s to pogodbo strinja, njihovo strinjanje skupaj s pogodbo in podatki zabeleženo na blockchainu. Lahko razmišljamo o tem v sklopu kakšnih volitev. Imamo volitev, vsak posameznik ima nek nabor izbir, njegova izbira, njegova odločitev je zabeležena na blockchainu. Lahko govorimo o izmenjavi nekih kriptovalut, temu bomo tudi še več govorili. Na splošno, ko govorimo o transakcijah, so to lahko zelo raznovrstne stvari, lahko govorimo o podatkih, o strinjanju s temi podatki in ta informacija je nekako lahko zabeležena na blockchainu.
Prva transakcija ni samo izmenjava nekega denarja, samo izmenjava neke kriptovalute, je lahko dosti širše. Nismo omejeni s tem, kakšen podatek je tehnično mogoče zapisati v blockchain. Nekaj zdaj osnovnih vprašanj. Tako da zdaj smo približno razčistili, kaj nekako okvirno, o čem okvirno govorimo. Tako da, kaj nas mogoče počuti, kdaj so prišli v nekako prve ideje o nekem blockchainu, da bi ga to uredili ljudje, oziroma odkje izhaja tista osnovna motivacija. 2095, pred 90 letom. Na koncu vidimo v bistvu nekako na začetku 80 let. Na začetku 80 let je že nastal nek osnoven koncept ideje, da bi si določeni želeli možnost opraviti neko plačilo brez odobritve neke centralne avtoritete. Ponovadi to pomeni brez odobritve bank. Zdaj, od 80 let do zdaj se je zelo dosti stvari dogajalo. Jaz sem tukaj napisala par tistih osnovnih stvari, ki so se dogajali nekako 80-ta, 90-ta in začetek 2000. Ker od abstraktne želje, da bi bilo to možno, do dejanske izvedbe je bilo potrebno zelo dosti tudi tehničnih korakov in novih tehničnih rešitev, ki jih prej sploh nismo poznali. Eno vprašanje je bilo, kako varno in necentralizirano sploh potrjevati transakcije. Če nočeš centralne avtoritete, boš nam reči decentralizirano potrjevanje. Eden od odgovorov je bil proof of work, ki si ga bomo pogledali. Eno vprašanje je bilo, kako dejansko potrditi, ob katerem času je bil dokument sploh nastan, timestamp. Kako združiti čim več informacij o čim več transakcijah v čim manjši prostor, Merklova drevesa. V ozadju je obstajala Cypherpunk skupina, ki je bila zelo aktivna na tem področju. Tukaj je en del njihovega manifesta, so govorili o tem, kako je treba zaščititi varnost informacij, kako je treba zaščititi osebne informacije. Eni od članov te skupine so bili na primer ljudje, ki so naredili na koncu prvi blockchain, kot ga poznamo danes. Julian Assange, dosti od razvijalcev, Tor, brskalnika in podobnih. Tudi že v 90-ih je bila prvič predstavljena ideja pametnih pogodb, ki jih recimo zdaj Ethereum blockchain veliko upravlja. Preko vseh teh idej smo potem počasi prišli od tega, da smo uspeli definirati prvi blockchain. Spet mogoče kakšne ideje, kdaj je to blockchain. Še kasneje. Je bilo po 2000. Lani je bilo ravno 10-letnica prve definicije blockchaina. 2008-2009 je oboje napisano zaradi tega, ker konec leta 2008 je bil objavljen prvi white paper, kjer je bil definiran prvi blockchain, kot ga poznamo danes. Zakaj je ta 2008 ta prelomnica? Kljub temu, da smo tukaj že prej ugotavljali dosti stvari. V 2008 so prvič rešili problem double spendinga, torej dvakratne uporabe sredstev. Torej, kako z algoritmom tako naprej preprečiti, da bi kdo imel neka pure elektronska sredstva, da jih ne more dvakrat uporabiti. To je bilo rešeno leta 2008. Začetek leta 2009 pa je bil implementiran prvi blockchain in prvi blok je bil zmajen. Kdo je bil človek, ki je pisal prvi blockchain? Nakamoto. Yes. To je pa Satoshi Nakamoto. Naš problem je v bistvu, da nimamo pojma, kdo to sploh je. Je Satoshi Nakamoto, to je lahko en človek, mogoče ena skupina ljudi, mogoče več ljudi, ki si je skozi leta izmenjevalo. Ta naziv Satoshi Nakamoto ne vemo. Tudi ni več zares aktiven v skupnosti. Je pa on prvi, ki je konec leta 2008 prav na Cypherpunk mailing listi objavil white paper za prvi blockchain. Ideje in teorij zarote, da je Satoshi Nakamoto zelo dosti, me se ga predlagali tudi, da je to Elon Musk, in potem to se ga razumeti naprej. A v glavnem, to vprašanje je zelo zanimivo.
mogoče še to zadnje, kaj pa je, kateri je v bistvu prvi blockchain, ki bo definiran? Ga še vedno poznamo drugače, še vedno zelo aktivno. To je v bistvu kar Bitcoin. Bitcoin je absolutno prvi blockchain, ki je bil sploh kadarkoli implementiran in še vedno stoji in še vedno absolutno najbolj prepoznaven, ima še vedno največjo vrednost pod zrakom. Tako da na en način je Bitcoin kot tak tudi zelo dober dokaz tega, da koncept blockchaina dobro deluje. V roku 10 let, zdaj je že več 11, kar obstaja, ga dejansko še niso uspeli napasti na tak način, da bi ga ali sesuli ali uspeli zares spremeniti transakcije za nazaj. Tako da prva stvar, o kateri bomo govorili, bom nekaj povedali o kriptovalutah. Blockchain kot tak niso samo kriptovalute, blockchain ima zelo dosti uporabnosti. Kriptovalute so tista uporabnost, ki jo mi najboljše poznamo in o kateri smo največ slišali. Kriptovalute imajo nekaj osnovnih značilnosti, ki jih razlikuje od vseh ostalih valut, ki smo jih do zdaj spoznali, kot so dolar, evro, yuan in tako naprej. Prva najbolj očitna je, kriptovalute so na blockchainu. Informacije, ki so na blockchainu, to je kriptovaluta, fizične oblike tukaj nimamo. Najbližje, kar pridemo neki fizični obliki, kar se tiče kriptovalut, je dejanska koda. To, na primer, predstavlja čisto prvi blok Bitcoina, ki je bil zmajen na začetku 2009. Tukaj je v bistvu kodiranih prvih 50 bitcoinov, ki se jih zaradi določenih specifik kode ne da nikoli porabiti oziroma prinesti na drugi račun. Ena zanimivost tudi tukaj je del kode, ki jo naredil Satoshi Nakamoto, je The Times, 3. januar 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. To je dejansko eden od naslovov, ki so bili objavljeni v The Times časniku 3. januarja 2009. Zakaj točno je ta zapis dodan ta prvi blok, se ne ve točno. Ena verzija je, da je hotel dokazati, da je ta stvar res prišla ven 3. januarja. Ena možnost je, da je to njegov sprotni socialni komentar na banke in na blockchain in Bitcoin. Teorija je spet zelo dosta. Druga stvar, ki fundamentalno razlikuje kriptovalute od nekega fiata, zaloge naše kriptovalute ne določa neka centralna banka, kar je nekaj, kar je sicer to vse naše fiate res. In zadnje, omrežje, na katerem te kriptovalute živijo, je decentralizirano. Naša želja in težnja je, da je omrežje čim bolj decentralizirano oziroma povsem decentralizirano. Tega seveda v realnosti ne dosegamo absolutno. Naprimer, že borze predstavljajo zelo veliko centralizacijo sistema, ampak to je ideja. Če pogledamo približno, kako poteka potrjevanje transakcij, ki smo ga prej omenili. Zato vsak računalnik v omrežju, vsak node v omrežju ima naložene algoritme, pozna algoritme, s katerimi potrjevanje poteka. Tem algoritmom pravimo algoritmi konsenza. Celotno mreže mora doseči nek konsens glede tega, katere transakcije so potrjene in kaj bo zapisano na blok. Teh algoritmov je dejansko zelo dosti. Tisti, ki jo največ uporabi, je Proof of Work, ki si ga bomo povedali. In tega med drugim uporablja Bitcoin, obstajajo še Proof of Stake, Proof of Burn, Authority, Capacity. Algoritmov konsenza je zelo dosti. Tudi neprestano potekajo recimo temu raziskave za nove, izboljšane, bolj optimalne algoritme konsenza, ker za vsak primer uporabe ni vedno primeren enak algoritem konsenza, ker nekako logično. Blockchaini so raznovrstni. To je neka osnovna opis tega, kako ne bi delal Proof of Work. To je zelo osnovno in kar se da nematematično. To tri so osnovne tri informacije, ki jih mora nekako
nek računalnik, ki jih dobi in ki jih poskusi sprocesirati. Torej, prva stvar, ki jo dobi, so podatki od prejšnjega bloka, zaradi tega, da se ne da te transakcije kar naenkrat na silo umestiti nekam za nazaj v našo verigo. Torej, točno je treba vedeti, kateri je prejšnji blok, da je ta njegov umestitev. Druga informacija, ki dobi, so vsi podatki o transakciji. Kdo pošilja, komu, kaj, kdaj in tako naprej. In potem išče še neko neznano vrednost, ki mora ustrezati določenim pogojem, ki jih bomo zdaj povedali. Čim računalnik oziroma miner najde to neznano vrednost, tem potrdi transakcijo. Zdaj, pogoji, ki jih mora izpolniti, pa so nekako sledeči. Vzamete 3 podatke in jih vrže skozi tako imenovano hash funkcijo oziroma razpršilno funkcijo. In ta razpršilna funkcija vrne neko zaporedje številk in črk. Tako deluje razpršilna funkcija, nekako tako. Razpršilni funkciji mi lahko kot input damo tako rekoč karkoli, na koncu je itak vse samo zaporedje nič ali nek. Naš input je lahko poljubno dolg. Naša kriptografska funkcija potem vse skupaj pridela in nam da kot output neko zaporedje številk in črk in to zaporedje ima vedno fiksno dolžino. Okay? Fiksno dolžino. Zdaj, če mi jaz dam slikico od te mačke, dobim tak output. Če grem to slikico čisto malo spremenim, v primeru mačke vzamem samo brk, je moj output povsem drugačen. Torej, če bi dala, ne vem, tukaj neko besedilo in bi temu besedilu spremenila samo eno pikico, samo dozela eno črko, moj output se mora povsem spremeniti. To je ideja hash funkcije. Tako da, naš output od hash funkcije mora biti tak, da je naša prva vrednost nič. Naša druga vrednost mora biti nič. In tako naprej se morajo ponavljati nule do neke vnaprej določene vrednosti, recimo do n tega mesta. Okay? Naprej nas ne briga, naprej lahko kakoli. Poskusimo s prvo vrednost, to si izberemo vrednost nič, 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 nič. Dodamo skozi in vidimo, da je prva vrednost nič, druga vrednost a. Ni prav. Poskusimo drugo vrednost, najbolj druga vrednost 1. Damo vse skupaj, spet skozi hash funkcijo je 0, ne vem, x. Ni v redu. Poskusimo naslednjo. Bi mogoče 0, 0, 0, 0, ampak a, tam, ki bi mogli biti zadnji 0, spet v redu. Spet poskusimo naslednjo funkcijo in tako naprej, in tako naprej, in tako naprej. En izračun hash funkcije je zelo hiter, ampak ta zahtevnost pa je zelo visoka. Hkrati, če zahtevamo več ničel na začetku, bomo rabili toliko več poskusov izračunov, da bomo uspeli potrditi transakcijo. Če zahtevamo samo eno nulo, je relativno enostavno. Če zahtevamo 2, je eksponentno težje. Če zahtevamo 3, je še toliko težje. Težavnost eksponentno narašča tukaj. Čim najdemo pravilno vrednost, s tem potrdimo transakcijo. Ko je transakcija potrjena, je v bistvu podatki prejšnjega bloka, podatki o transakciji in najdena vrednost, ki zadosti naši zahtevi. Vse to je zapisano na blockchainu. Najti tako vrednost je zelo težko. Potrditi, da je ta vrednost res prava vrednost, ki potrdi našo transakcijo, je zelo hitro. Ta izračun je zelo hiter in en izračun je tudi zelo poceni. To je ideja nekako algoritma proof of work. To je nekako make sense. To so stvari, ki delajo dejansko pokrivanje. Vse te pikice v našem omrežju so v bistvu računalniki oziroma veliki sklopi računalnikov, ki so izdelani specifično zato, da zelo hitro računajo te hash funkcije. Hitreje, kot računaš te hash funkcije, večja je možnost, da boš ti tisti, ki bo našel pravilno vrednost, oziroma več boš ti doprinesel k neki skupnosti, ki te bo potem nagradila za to.
Verjetno ste že videli kakšne rige, oziroma vsaj nekateri od vas, sem pripričana, da so tudi kaj manjali. To so grafične kartice. Tukaj so grafične kartice. Te pikice v omrežju je v bistvu lahko kdorkoli. Kdorkoli se lahko poveže v manjih omrežjih za recimo Bitcoin. To je lahko čisto nekdo, kot ste vi, kot sem jaz. Z grafičnimi karticami se hitro izračunava cache, poveže se v omrežje, imaš prave algoritme in lahko doprineseš nekih omrežij. Na drugi strani pa imamo tudi ogromne korporacije, ki imajo skoraj da neskončno takih grafičnih kartic, ki noče dan računajo in pri temu tudi proizvedejo neverjetne temperature, pri temu potrebe hranjenja in takih prej. To je tudi to rudarjenje, kateremu bilo tudi dosti dobro. Tako da, to bi mogoče malo v Bitcoinu. Torej, od kriptovalut je definitivno Bitcoin najbolj poznana kriptovaluta, najbolj več je bilo rečeno o njemu. Na drugi strani imamo potem še altcoine, torej alternativne coine. Altcoini so najbolj enostavno povedano vse kriptovalute, ki dejansko niso. In nekako skupno rečemo altcoini. Kateri so, jih je ogromno in njihovo število tudi veselo narašča. Tukaj je pokazanih samo neki od recimo bolj znanih oziroma bolj zanimivih recimo. Ethereum, na primer, je kriptovaluta, ki zelo dosti dela s pametnimi pogodbami in je v bistvu narejena na tak način, da ti lahko na Ethereum blockchainu kot takem release svoje nove blockchaine. Če ste kaj slišali o ICO-jih, verjetno veste, da je zelo velik procent, recimo, ICO-jev dejansko release na Ethereum blockchain, ker to dejansko zelo enostavno naredi. Preko ene novo definirane pametne pogodbe se odločiš, kateri ERC je zate najboljši in lahko dejansko preko Ethereum blockchaina releaseš nov ICO oziroma novo kriptovaluto. Bitcoin Cash se je pred 2 leti odcepil Bitcoina. Bitcoin je bil na začetku samo en blockchain in na eni točki se je razcepil na 2 dela in imamo zdaj Bitcoin Cash. Bitcoin se je že večkrat razcepil. Bomo malo kasneje povedali malo teh forkanj, kaj se zgodi. Potem imamo Ripple. Ripple je recimo privatna kriptovaluta. To pomeni, da je ne more kar kdorkoli imanjati, ne more kar kdorkoli privati transakcij. Narejena pa je bila z namenom izmenjav med bankami. Torej, kako narediti medbančni transfer hitrejši in cenejši. To je osnovna ideja Ripple. Potem imamo Monero. Monero je tip blockchaina, ki ni javen. Ponovadi recimo na Bitcoinu in podobnem, vse transakcije so povsem javne in povsem pregledne. Vsak lahko v kateremkoli času preveri, kaj se je dogajalo s tvojo denarnico, kam si ti nakazoval in podobno. Pri Moneru se to ne da. Monero je bil narejen s tem namenom, da skrije vse te informacije o transakcijah. Tako da vidimo, da dosti teh altcoinov je bilo narejenih zelo specifičnim nekim namenom v mislih. Po drugi strani pa imamo tudi čisto absolutno neumne coine, ker so bili narejeni samo zaradi tega, ker se da in jih ljudje lahko, recimo Trump coin, Hillary coin in podobno. Dosti takih tudi obstaja, ki tudi relativno hitro propadajo in so mogoče dokaz tega, da dejansko na internetu danes imamo že zelo dosti orodij, s katerimi lahko nek širši community zelo hitro releasa blokov. Ker bomo zdaj malo pogledali, so nekako 4 glavni aspekti, en bolj, en manj, za katere se meni zdi, da blockchain zelo temeljen. Od najbolj osnovnega, če začnemo najbolj pri dnu, kaj so tiste najbolj osnovne stvari, ki morajo biti zadoščene, da lahko sploh razmišljamo o blockchainu in da lahko sploh nekako razumemo, iz česa je sestavljen, kako se obnaša. Torej, najbolj čisto osnovna stvar je v bistvu, kako zagotoviti varnost. Ker če ne moraš zagotoviti neke varnosti, če ne moraš dokazati, da je ta stvar varna, v bistvu je posebno neuporabno. Torej bi začeli v bistvu pri kriptografskem nivoju. To je v bistvu kriptografski, lahko rečete tudi, da je to matematični nivoj. Slednja stvar je,
imamo zagotovljeno varnost, super, se vzdignemo en nivo više, kako jo bomo pa implementirali v praksi, kako jo bomo vzdrževali, kako bomo bili sposobni posodobiti kode in tako naprej. Recimo, da je to programerski nivo. To niso neke stroge definicije, to je bolj povedano na način, da je nekako lahko predstaviti. Naslednja stopnja je seveda, ko imamo na eni točki stvar, ki deluje, pride ekonomija in se sprašuje, kako lahko iz tega dobičemo več denarja. Tukaj vmešana vmes tudi politika in regulacija in podobno. In čisto na koncu gledamo nekako v prihodnost, če imamo neko stvar, ki deluje in dejansko prišle v uporabo, se lahko začnemo spraševati, kako bo ta stvar, ki zdaj deluje in je tukaj, kako bo lahko za nas nekako spremenila življenje in družbo, kje vse bi jo lahko uporabili, kje so njeni potenciali. To so nekako 4 osnovni koraki, ki nekako vidim. Na kratko, glede kriptografije. Kriptografija pri blockchainu pride v veliko uporabo na nekako 2 osnovnih korakih. Prva je autentikacija uporabnika. Torej, mi smo uporabniki, imamo neko kriptovaluto, na eni točki bi radi do nje dostopili, oziroma nekje shranjevali. Kako se bomo mi autenticirali v blockchainu, da bomo mi dejansko smeli priti do naše valute? Tukaj blockchain kot tak ni pogruntal nič novega, vse te rešitve smo imeli že prej. Uporablja asimetrično kriptografijo, torej kriptografijo, kjer imamo javni in zasebni ključ. Zelo enostavno, jaz imam ta ključa, moj javni ključ je pač javni, vsi ga lahko vidijo. Vi bi recimo meni radi poslali zašifrirano sporočilo, uporabite moj javni ključ in pošljite zašifrirano sporočilo. Vsi bi ga lahko pošljite, ker vsi vidite moj ključ. Potem pa imam jaz moj zasebni ključ, ki ga skripam in ga moram zelo, zelo pazljivo hraniti in ščititi. Moj zasebni ključ pa uporabim za dešifracijo sporočila. Samo jaz imam zasebni ključ in samo jaz lahko dešifriram to, kar ste vi meni poslali. Ideja pri blockchainu je, da ko generirate novo denarnico, recimo, za neko kriptovaluto, vaš javni ključ je več ali manj ekvivalenten vašemu nekemu uradnemu naslovu. Če vam hoče nekdo poslati kriptovaluto, bo v bistvu videl določene podatke vašega javnega ključa in to je v redu. Več ali manj vam lahko skoraj kdorkoli pošilja kriptovalute in to je v redu. Če pa bi vi sami radi neko svojo kriptovaluto poslali nekomu drugemu, zato porabite svoj zasebni ključ. Kar logično. Asimetrična kriptografija večinoma je trenutno v uporabi temelji na nekih glavnih 2 algoritmih. Eno so elliptične krivulje, eno je RSA. Tukaj govorimo o digitalnih potrdilih, recimo, ko se prijavite v banko, dosti bank tudi uporablja digitalna potrdila, svojih algoritmov niso spremenili že 100 let, zaradi tega banke uporabljajo RSA algoritem. Blockchain je novejša stvar, blockchain se je malo posodobil, skoraj vsi blockchaini za autentikacijo uporabljajo elliptične krivulje. Ena glavnih razlik je, da je za ključ absolutno enake dolžine, elliptične krivulje so približno 10krat varnejše. Torej, vaši ključi so krajši, so bolj enostavni za shranjevanje in podobno. Pri potrjevanju transakcij pa imamo v bistvu naše hash funkcije in proof of work, o kateri smo že malo govorili, tako da bom tukaj ga bolj preskočila. Tukaj pridemo potem na programiranje. Torej, prva stvar je, če spomnite, sem rekla tukaj, da je odvisno od števila ničel, koliko težko bo potrditi transakcijo. Od tega v bistvu odvisno, koliko nekih v povprečju, koliko izračunov hasha bomo potrebovali, da bomo uspeli potrditi transakcijo. Eno od nalog tega bolj programerskega dela je recimo določanje težavnosti potrditve. Torej, koliko težko naj bo potrditi transakcijo. To je približno schema tega, kako je naraščala za Bitcoin omrežje, težavnost udarjena v zadnjih 2 letih. Ideja v zadnji je ta. Imamo omrežje, ki potrebuje transakcije. Naše omrežje rase.
ker naše omrežje raste, je naše omrežje tudi vedno bolj zmogljivo. Če naše omrežje je vedno bolj zmogljivo, ampak naša težavnost ostaja neprestano enaka, bojo naše transakcije vedno hitreje potrjene. Da bojo vedno hitreje potrjene je dobro. Ampak s tem se tudi manjša naša varnost. Da se manjša naša varnost pa je zelo slabo. Torej, hočemo sključno s tem, ko se veča omrežje in računalniška moč, hočemo, da se tudi veča neka povprečna težavnost izračuna, ki je napisana tukaj nekako v cache. Če primerjamo v zadnjih 5 letih, če smo začeli nekako pri, kar bi najbolj tukaj 1, 2, 5, nič, pa ne bomo točne številke, težavnost se je skoraj podeseterila. Če damo še malo več perspektive, tako zgleda težavnost, kaj se dogaja s težavnostjo od 2009 pa do 2020. Mogoče, če se spomnimo, tisti veliki boom Bitcoina, ko smo dosegli $20,000, se je zgodil nekje tukaj. Ter kljub temu, da je tisti največji boom kriptovalut in njihovih vrednosti bil tukaj, se je omrežje in težavnost še vedno, to je dovolj blizu eksponentni rasti, se je skoraj eksponentno povečalo. To je ena zanimiva informacija. Tako da, to je ena od stvari, s katerimi se ta tehnični del ukvarja. Druga pomembna stvar je, kako posodobiti kodo blockchaina, ki že obstaja, funkcionira, mora še vedno sproti procesirati vse te transakcije, hkrati pa, ne vem, bi radi upgradali kodo, algoritem, kakšno varnostno luknjo, zakrpili podobno. Ali pa hočemo, da je recimo naš Bitcoin, da hitreje procesira transakcije. Kar je eden od problemov. Blockchaini v primerjavi s tradicionalnimi rešitvami so časni. To je eden od problemov, ki jih rešujemo. Torej, za posodobitev kode imamo nekako dve možnosti. Lahko pride do soft forka ali do hard forka. Bomo pokažali še slikico, kaj v bistvu to pomeni. Torej, v primeru soft forka je cel update dosti bolj enostaven, dosti bolj tekoč. Naša pravila so strožja, kar v bistvu pomeni nekaj takega. Če so prej naši algoritmi, naši računalniki sprejemali vsa pravila, ki so tukaj, bojo zdaj sprejemali samo še pravila, ki so tukaj. Kar je v bistvu relativno enostavno, samo rečeš, tega ne smeš delati. Ni pa jim treba dodati nekega novega dela kode, ki ga prej niso poznali. Torej je enostavnejše. Zaradi tega, ker je enostavnejše in zaradi tega, ker samo omejimo algoritme, je koda kompatibilna s starejšo in tudi stari nodes omrežja sprejemajo nove bloke z novo kodo. Torej vsa stvar je enostavnejša. Hard fork, kot že ime pove, pa razširi pravila, da nova pravila, nove algoritme potencialno ni kompatibilen in stari te nodes ne sprejemajo več novih blokov. Kar to pomeni v slikici nekaj takega. To je primer soft forka. Štartimo tukaj, imamo prvi blok, drugi blok in zdaj na tej točki se odločimo, da s tem blokom začnejo veljati neka naša nova pravila. Na tej točki bomo imeli določeni ljudi, ki so že upgradali svojo kodo in določeni ljudi, ki ne. Te so že upgradali kodo, te še niso. Na določenem času bomo imeli dejansko dva usporedna blockchaina, ki bosta tekla, ampak potem bo vseeno do nekaj konsenza prišlo, ljudje bojo nasplošno upgradali svojo kodo in nek standarden potek se bo nadaljeval. Torej to bo samo nekaj umestnega, ne preveč pretresljivega in gre gladko mimo. Pri hard forku pride do tega, da se dejansko pride do dveh usporednih blockchainov. Mogoče dva najbolj znana hard forka sta bila, ko se je Ethereum razbil na Ethereum in Ethereum Classic, ali pa Bitcoin, kot se je razbil na Bitcoin in Bitcoin Cash. Kaj v praksi to pomeni za ljudi, ki so recimo na neki točki imeli Ethereum? Imaš neke Ether tokene, neko Ether kriptovaluto, blockchain poteka, na eni točki se razcepi. In pride do tega, imaš Ether kriptovaluto, imaš Ether Classic. Če si v tej točki pred razcepitvijo imel nek Ether,
Po razcepitvi, recimo, da si imel 2 etra. Na tej točki v času boš imel 2 etra in 2 etra klasika. Okay? To ne pomeni, da boš tako obogatel, ker se ponavadi realna vrednost tudi nekako razporedi, glede na računsko moč mrežja, ampak v teoriji število tvojih tokenov je dejansko podvojeno, enako pri Bitcoin Cash in pri vseh drugih hard forkih. To je nekako glede tega bolj programskega dela. Zdaj, o ekonomiji in podobnem je mogoče malo težko govoriti. Ene zanima predvsem, koliko so vredne kriptovalute, kdaj bo, ne vem, Bitcoin dosegel nove vrhunce. Druge bolj zanima, kaj se dejansko dogaja z blockchainom, kakšni so razvoji, ki se jih sploh da uporabiti blockchain kot tak. Tako da tukaj bo predstavljena malo mešanica obojega. V zadnji imamo še regulacije, ki se ustvarjajo v Evropi, en tip, Azija ima neke svoje ideje in tako naprej. Tako da hitro pogledamo neko mešanico, kaj je. Definitivno bi najprej omenila prvo, kadarkoli zabeleženo izvedeno trgovanje, ko je nekdo dejansko menil Bitcoin za neko recimo fizično dobrino. 18. maj 2010, to je relativno znan Pizza Day. Ta post na forumu je še vedno objavljen in vsi lahko prosto dostopajo do njega, zaradi tega, ker ta Bitcoin forum dejansko še vedno obstaja. Ima tudi več manj še vedno enako schemo. Torej, 18. maja je Laszlo ponudil 10,000 Bitcoin za a couple of pizzas, torej za nekaj pic. Predlagal je mogoče 2 velike pice in potem je naštel, kaj si načeloma želimo. Komentarji pod to pošto so zelo zanimivi, raznoliki in če imate 10 minut časa in se hočete smijati, tako res pogledati. Bistvo je, da je Laszlo dejansko pice dobil in objavil njihove slike. To sta 2 pice, za katere je dal 10,000 Bitcoin. In takrat, v tistem času, je bila cena več manj realna. Kaj se je dogajalo z vrednostjo, to je bilo še preden je tukaj sploh karkoli narisano na časovnici. Tukaj je nekako prikazano, kaj se je dogajalo nasplošno z vrednostjo celotnega trga kriptovalut. Ne govorim samo o Bitcoinu, okay? Vse kriptovalute skozi zadnje leta. Tukaj je tisti pik, ki ga vsi poznamo, nekako konec 2017, začetek 2018, ko je bil veliki boom in so vsi vedeli, kaj je Bitcoin in so vsi vedeli vse o njemu. Zdaj nekako se ulega, bomo videli, kako bo šlo naprej. Ampak spet, tista zanimiva stvar, ki ga. Če pogledate pod to plavo črto, vidite še to črno zraven. Ja? Tukaj je prikazano, kakšen je dejansko volumen trgovanja na dan. Volumen trgovanja od začetek 2018, takrat, ko je bil velik pik, vidimo, da je kar krepko naraslo, potem bo spet manj, ampak vidite, da že cel 2019 je zelo aktivno, dosti bolj aktivno, kot je bilo kadarkoli prej tudi pri velikem piku. Tako da kriptovalute so dejansko še vedno, oziroma vedno bolj aktivne. In tukaj je približen prikaz razmerja med tem, kakšen delež na trgu ima Bitcoin, to je to ogromno oranžno ploskov, predvsem ostalim. S tem, da ta siv, ki izgleda zelo impozanten tukaj, to samo predstavlja absolutno vse kriptovalute, ki niso specifično naštete tukaj z ostalim. Tako da to ne predstavlja neke nove, vsem poznane in hude altcoina. To je samo skupek tisočerek ostatka. Potem imamo Ether, to je ta viola, in Ripple. Tukaj malo prevzel Ether, da se spet spusti. Tukaj imamo še samo nekaj utrinkov, da bi približno lahko dobili občutek, kakšni tipi stvari nekako se dogajajo v zunanjem svetu in približno, kje se sprijemajo kriptovalute na kakšen način. To je dejansko samo nekaj utrinkov. Naprimer, švicarska banka je na prvih, ki je leta 2016 prvič ponudila vlaganje v Bitcoin.
Če ga je leta 2016 prvo ponudila, na tej točki že zelo dosti bank ponuja razne tipe vlaganja v Bitcoin. Potem imamo Ripple, ki sem ga že omenila, ki je privatna kriptovaluta, namenjena specifično bančnim prenosom. To je neki od podjetij, ki so poskušali implementirati Ripple. Ko vidite tukaj imena, prosim, ne si tega predstavljajo, kot da te banke na dnevni ravni množično poslujejo z Ripple. To ne pomeni to. To pomeni, da testirajo, uvajajo in gledajo, kako se Ripple omrežje obnaša. Vidite pa nekaj zanimivih, kot sem vem, UBS, Rise in podobne, Unicredit in tako naprej. Podobno kot ima Ripple svoj krog klientov, je februarja 2016 bila ustanovljena tudi Enterprise Ethereum Alliance, torej za promocijo in uporabo Ethereuma, blockchaina in nekako raziskavo, kje bi se ga sploh najboljše dalo uporabiti v promocijo in podobno. Microsoft, Intel, JP Morgan, UBS tudi, ki se je prej pojavil in potem so še številni drugi. Na Japonskem, v Avstraliji je Bitcoin že 2017, seveda 2017, ko so začeli vsi govoriti o kripto, postal uradno večino sredstvo. Novembra je Ohio začel sprejemati Bitcoine za plačevanje davkov, Bank of America je vložila 50 patentov, je bilo pred enim letom, zdaj mogoče so jih celo podvojili do zdaj. G20 so ugotavljali skupno, da je potreben neko vzpostavitev regulacijskega okvirja, sicer še leta 2018. Leta 2018 je bilo že boleče očitno, da se absolutno rabi vsaj za nekatere stvari, nek regulacijski okvir in podobno. To je približno slika, bolj ali manj natančna, tega, kako so določene države po svetu, kakšen je recimo temu njihov odnos do kriptovalut. Tukaj ne govorimo do blockchaina, tukaj govorimo do kriptovalut kot takih. Amerika, Kanada, Avstralija, nekatere nordijske države gre zelo dobro. Tukaj bi mogoče poudarila, celotna Kitajska je tukaj narisana rdeče, ampak Kitajska je tega rahlo specifična. Kitajci bi zelo radi čim prej, čim boljše uporabljali blockchain, radi bi bili vodilni v razvoju blockchaina in njegove implementacije, ne marajo pa kriptovalut. Oni bi radi uporabljali samo svojo kriptovaluto, ko bi jo na neki točki oni sami izdali. Ne po ostalih, ne bi radi videli Bitcoina, Ethereuma in tako naprej. Tako da glede tega so specifični. Hkrati pa, če bi bila to recimo zemljevid naklonjenosti blockchainu kot takemu, bi bili med prvimi. Tukaj je ravno nekaj primerov, da ne govorimo samo o kriptovalutah, da pogledamo na nekih praktičnih primerih, kako se sploh da uporabljati blockchain še za vse mogoče druge primere uporabe. Imamo Amazon, ki bi rad nudil neko platformo v oblaku, oziroma nudi neko platformo v oblaku, ki bi poenostavila integracijo blockchaina z raznimi Amazon storitvami. Imamo Walmart, Nestlé in tako naprej, ki skupaj z IBM uporabljajo blockchain za izboljšanje kakovosti in sledljivosti hrane. Kako nekako si lahko to predstavljamo? Imamo nek proizvod, ki je bil, ne vem, zrasel je v eni državi, obdelali so ga v drugi državi, potem so ga zapakirali in poslali v trgovino v tretjo državo. Te ljudje iz te tretje države bi radi imeli neko zagotovilo, da je njihov proizvod res bil pridelan v prvi državi, res bil obdelan v drugi državi, s čim je bil obdelan in tako naprej. Vse te informacije lahko na vsakem koraku posebej se shranjuje na blockchain. V tem primeru govorimo o sledljivosti hrane. Na zelo podoben primer se blockchain uporablja dosti v, naprimer, avtomobilski industriji, spet za sledljivost delom. Kje je bil narejen, na kakšen način je bil obdelan, kdo ga je pritovoril kam, na kakšen način in tako naprej. Torej, informacije čisto vsakega tega koraka na poti izdelave so zabeležene. Potem imamo UN, hoče slediti vremenskim spremembam in so naredili Climate Change Coalition.
Huawei, Kitajska, smo rekli, naklonjeni so blockchainu, ne pa kriptovalutam. Huawei hoče blockchain za hitre transakcije, po drugi strani pa hoče svojim regulatorjem in auditorjem, torej vladi, nuditi zelo hiter in pregleden vpogled v vse svoje delovanje. In zato je nek blockchain, ki je dejansko odprt, zato da lahko gledaš vse transakcije, odličen. Toyota hoče slediti pametnim avtomobilom. In Alliance hoče hitrejši in cenejši prenos denarja, to hoče v bistvu vsi in to je tudi eno vzrokov, zakaj je Ripple nastal. Mogoče za konec, čisto še na konec nek komentar tega, v bistvu, kje blockchain je, oziroma kaj se dogaja. Ena od glavnih stvari, po mojem, ki se moramo zapomniti, je, blockchain je mlad. Blockchain je nastal pred malo več kot 10 leti. In kako je nastal? Nastal je v sklopu delovanja te cypherpunk skupine. Še kot vam ime pove, to ni bila neka odprta skupina, ki bi zelo dosti komunicirala z zunanjostjo, hodila na neke konference, uradno predstavljala svoj neko produkt in svoje neko odkritje. In v veliki meri je bilo nekako vse skupaj sploščeno na internet, brez neke širše razlage podobnega. Poleg tega je še v 90-ih letih, to je zdaj skoraj 20 let nazaj, ampak vseeno, uradno veljalo v tudi teoretičnih, ekonomskih krogih in podobne, da nikoli ne bo mogoče nikakršno globalno trgovanje z nobeno valuto, za katero ne bi stala centralna banka. Da bo to nemogoče. Ampak že zdaj vidimo, da to ni res. Že samo Bitcoin je to spremenil. Obstaja dovolj trgovanja, lahko rečemo, da to absolutno ni več res. In kljub samo temu, v bistvu, zdaj je blockchain v takem stadiju, da ga dejansko testirajo in vlade, in centralne banke, borze, podjetja, raziskuje se zelo dosto na vseh mogočih univerzah, tudi na naši. Tako da blockchain ima zelo velik potencial. Ugotoviti v bistvu moramo, kje ga najbolj efektivno uporabljati. Ideje se deli dosti. Eni govorijo o volitvah. Dajmo vzeti volitve, birokratske procese in tako naprej. Dajmo jih na blockchain, bo najbolj pregledno, ne moreš ponarediti podatkov. Dajmo vzeti kar cel internet. Izmenjava podatkov, pregled nad podatki, super. Dajmo ga dati na internet. MIT je dal koliko milijonov? 10 milijonov za specifično ugotavljanje tega, če bi se dalo model interneta predstaviti na blockchain, kako bi bilo to izvedljivo. Eni prav, da dajmo vzeti kar celoten svetovni finančni sistem in ga dati na blockchain, kar je zelo optimistično in zelo visoko leteče, ampak dosti idej obstaja. Točno, v katero smer bo šlo, to v bistvu bomo še ugotovili. Malo z raziskovanjem in malo s tem, kako bo nekako zunanji svet se odzval vse skupaj. Tako da, to bi bilo to nekako z moje strani. To je za vprašanje. Komentarji, vprašanje, prosim. Tisti podatki, od katere države so venele kriptovalute, iz kje so vzeti? Recimo za Kitajsko se pojavlja enkrat podpirajo, enkrat ne podpirajo, 60% rodarjev je na Kitajsko. Ta band ni tudi, kako boš prepovedal kriptovaluto? Kar se tiče meni osebno, neka država lahko tudi uradno zapiše v svojem zakonodaju, ne vem kaj, kriptovalute so prepovedane. Ampak zelo dosti stvari prepovedanih, downloadati film je prepovedano. Vsi smo ga že downloadali. Tako da prepovedati kriptovalute kot take za tiste ljudi, ki imajo malo občutek, kako delujejo računalniki, varnost in tako naprej, po mojem, na dolgi rok, skoraj nemogoče. Če ne drugega imamo darkoj. Glede zakonodaje pa jaz bi bolj rekla, da ta band je, da so zelo ostro odsvetovane, oziroma da ne dovoljujejo, da bi recimo
nekdo uradno začel nek svoj posel, jaz bom naredil nov ICO. To postavim. Ja. Kitajci so imeli zelo dosti problemov z ICO-ji in s podobno. Predvsem, ko je bil Bitcoin na 20,000, so ljudje množično bankrotirali, ker so se sposodili milijonske dolgove in 20,000 kot Bitcoin. Se imajo tudi kazni pol ali kazni? Kazni tudi. Znamo se, kaj so tudi kazni. Za podjetje in za podjetnike, ja, definitivno jih imajo. Ja, ravno to. Za goljufije in podobno. Zdaj, nisem pripričana, če nek posameznik, ne bi rekla, če nek posameznik pač uporablja kriptovaluto. Ne. Če se pač samo ukvarja z nekaj kriptovaluto, to lahko že kazni. Ne, toliko strogo. Čeprav, Kitajska ima tudi svoj social point system, tako da, kaj točno pomeni kazni. Kaj v bistvu določa ceno teh kriptovalut, to je bolj supply and demand? Ne način bi ti jaz rekla zaupanja, ampak je v bistvu zelo dosti različnih stvari. Ponudbo in popraševanje. Ja, ponudbo in popraševanje, ja, ampak hkrati je, ne vem, če neka velika država nakaže, da bojo zdaj imeli nek velik projekt, skoči. Recimo, ne vem, pred... Ja, zraste popraševanje, da skoči vrednost. Nekje na tej točki, tukaj, ta majhen bump, ki ga vidite, ne? Na tej točki je predsednik Kitajske rekel, Kitajska bo v prihodnje zelo izrazito delala na blockchainu in je prišel od tega bumpa tukaj. Ja, pa je rekel, da bo kriptovaluta. Ja. Nije šel skladno. To se lahko strinjamo, da se gre za nek čisto enostaven finančno orodje je zdaj to postavljeno. Tu se gre za trgovanje v enaki miri ali v enaki obliki, kot so to delnice ali pa drugi komoditi. Ja, samo dejansko se pa obnaša malo drugače. Seveda, ustroj je seveda drugačen, ampak glede na količino trgovanja pa se praktično primerja enako. Iz tega ekonomskega vidika je enako kot neko drugo ekonomsko sredstvo. Relativno majhno ekonomsko sredstvo. No, seveda. Ja, ampak lahko bi rekel nekaj takega. Ste govorili recimo tisto, kako za te blockchaine za naprej. Če bi se vse te valute, ki imamo zdaj, euro, funt, dolar, da bi se dali na blockchain, bi mi še zmeraj prihajali do tega nihanja, recimo, kot bitcoini, recimo, dan se vreči 10,000 evrov, jutre 5, bi isto prihajali, recimo, prejevati, da bi bil, ne vem, preden danes 1 euro 2 funta, drug dan 1,5. Je nekako tako, če bi kdorkoli mislil, da se bo to dogajalo, nikoli do tega ne bi prišlo. Torej, če bi prišlo do tega, da bi dejansko šli lepo na blockchain, ne, tega ne bi bilo potem v tistem primeru. Jaz bi bile verjetno centralizirane, oziroma bi bile... Ja, stvar je potem centralizacija. Recimo, ko Kitajsko govori o svoji potencialni yuan kriptovaluti, je absolutno to mišljeno centralizirano. Potem je vprašanje pri recimo nacionalnih valutah, kdo bi potreboval tvojo transakcijo. Kaj bi ti, ne vem, pustil to, da vsak tvoj državljan potrebuje, kaj bi to samo government potreboval, kaj bi bilo to worldwide razprašeno, ampak zakaj bi ti neki tuji državi dovolili, da potrebuje tvoje transakcije za tvoje kriptovaluti? Je dosti vprašanje v zadnjem. Tako da nekega definitivnega odgovora bi ga bilo malo težko dati, ampak definitivno se ne bi dalo s tako volatilnostjo, kot jih poznamo na primer pri Bitcoinu, se ne bi dalo neke nacionalne valute. Obstajajo tudi stablecoins, ki so narejeni točno s tem namenom, da odražajo vrednost neke valute, ampak po kriptovaluti. Recimo USD Tether. Kako USD? Tether. Tether, Zdaj je dosti tudi okrog tega, ne, da se govori. Ali so res skriti ali se jih samo printa dejansko, ne mislim? Ja, špekulacije dosti, predvsem za Tetherom in za Polonixom. Lahko tudi ful teh kriptovalut, ki ima zadaj neko funkcionalno vrednost, pač nekaj investicije in tako dalje, nekaj, zdaj sem na podavanju športne objekte oziroma pač... Kot ICO-ji, ja. Da še bolj pač, ja, v 2017 je bilo tega ogromno. Večinoma so bili spet na Ethereum blockchainu,
Ljudje so šli, so rekli, jaz imam ta en hud produkt, nekako so na njega polinkali blockchain, nek so mislili, ni imelo veze. In so v bistvu rekli, moj produkt bo ful dober, zaradi tega, ker vi ste super ahead of your time, da me tukaj poslušate, vam bom dal to priložnost, da vi lahko že zdaj investirate vame, ker bo ful hud. Je pred ICO je še nekaj, ne? Pred ICO je še neka druga investicija, predhodnica ICO, ni? Ne vem točno, kaj bi to. Jaz predvsem za ICO. To sem več, da še pred ICO še neka druga možnost. Verjetno so imeli kakšne druge oblike. Ja, kot predhodnica, prej nekaj. Če že vnaprej daš neke coine in potem mi garantiraš, to bo ful vredno, to so bili milijoni, vsak ICO. To recimo, ta konkretno pač ima digitalizacija plačil vstopnic za stadine. So še vse največje stadine, Nemško je to, so samo zdaj še oni, ker ko smo preko njih plačuješ, ko greš na tehnice. Zdaj, to ni pravi, kaj resne, že mislim, ta vi. Ja, ne poznam specifično, ampak ja, tega je bilo ogromno. Sedaj je tudi ful dosti špekuliranja z novicami, ne, recimo. Ja. En dan eno, drugi dan drugo, ne veš, to skrat naš razbrati, kaj je res in kaj ni. Če pri taki volatilnosti, mogoče se mi še splačajo. A je takrat, ko ste prej imeli težavnost za rudarjenje, skaj, tisto vmes je enkrat padlo, da ste padlo, ne? Ja, ne vem, zakaj specifično je padlo. Mislim, da se je spet pobralo nekih specifik glede tega dejanskega. To je mogoče, ko je šel Bitcoin na 3000 takrat? Ena stvar je tudi, ljudje so nekako po hajpu, ne? So malo prišli na realno tla, tudi dosti jih je takrat prodalo, kakšne manj prišli. Obstaja tudi ena meja zaradi porabe? Ja, vedno je meja elektrika, kost tvojega equipmenta, pa koliko ti dejansko dobiš od manj. To pač, to može biti ravno več. Žalost je sorazmerno število nodov, direktno, konkretno pri Bitcoinu. In se je takrat pač toliko nodov ugasano. Zato se je tukaj malo neprostalo, ampak pol spet navati. To je lahko predvsem. Ima razlog, da so ugasnili? Ja, ker se mi splačalo, ne? Ker je spet cene elektrike in tako naprej toliko visoke, da se mi več splačalo, da se mi več, ekonomsko ni več obračalo. Tudi grafične so takrat dosegli spektakularne cene. Ja. V enem tajem obdobju vse grafične v Nemčiji so bile razprodane, tudi v drugih državah. V glavnem pol Evrope je ostalo brez grafične. Ne, sploh. Fun times. Ključno vprašanje. Če ni več, bi se lepo še enkrat zahvalili.